Pravzaprav žigosanje, dobesedno. Človek z mnogimi platformami je dobil tudi izraelski oder, da je širil svoje teorije zarote proti Judom in judovski državi. Tukaj je del pogovora Tuckerja Carlsona za izraelske medije, izraelski kanal 13. Zdi se, kot da to počnemo za zabavo ali da smo izgubili svojo moralo. A to je samo obramba. Izrael je zagotovo izgubil svojo moralo. O tem ni nobenega dvoma, seveda. Mislim, in vedno bom rekel, ker je to res, da ima Izrael veliko sovražnikov, od katerih so mnogi zagrešili grozodejstva nad nedolžnimi Izraelci. Razčljevanje ljudi v kavarnah v Tel Avivu je prav tako nemoralno kot ubijanje kateregakoli drugega nedolžnega človeka v katerikoli drugi državi ob kateremkoli drugem času. Vse to je narobe. Omenjate antisemitizem. Nenehno govorite o Netanjahujevem vplivu, kot ste rekli, o vplivnih ljudeh, ki vlečejo niti v ozadju, o izraelskem nadzoru nad ameriškimi institucijami. Želim vas nekaj neposredno vprašati. Ali razumete, zakaj milijoni Judov in Izraelcev, pa ne samo oni, slišijo tak jezik kot odmev nečesa zelo starega, kot so protokoli sionskih starešin, kot vprašanje o lojalnosti in skriti judovski moči? Ne ponavljam ničesar, ne namigujem na nič. Povedal sem tisto, za kar vem, da je res, ker sem to videl in so vpleteni ljudje to brez sramu javno povedali. Izraelski predsednik vlade je pritisnil na predsednika ZDA, ki se je izkazal za veliko šibkejšega, kot sem mislil, v vojno, ki škoduje Združenim državam. Gospodje, vprašanja niso potrebna. Ali bi ta intervju sploh moral potekati? Kratek odgovor je da. Mislim, ljudje imajo pravico vedeti, kdo je Tucker Carlson. On je antisemit in njegove antisemitske poglede bi morali razkriti. Nisem prepričan, da so bili v tem intervjuju popolnoma razkriti. Zelo spoštujem Udija Segala kot medijsko osebo, vendar mislim, veste, da je on ni omenil neke stvari tam v pogovoru s Tuckerjem Carlsonom. Tucker Carlson predstavlja antisemitizem v Združenih državah. Za vse so krivi Judje. Zanj velja, brez Judov ni novic. Judje so krivi za vojno v Iraku. Judje so krivi za hipotekarno krizo. Za hipotekarno krizo leta 2008. Torej, vse se vrti okoli Judov in Judov, ki nadzorujejo Združene države. Za Tuckerja Carlsona ni druge besede kot antisemit. Ni dvoma, da bi morali to predvajati, Eli. Minister za komunikacije Šlomo Karaj, mimogrede iz vladajoče stranke Kneseta, je nastopil proti temu. Pogosto je zelo oster do kanala 13 in nekaterih drugih izraelskih medijev, saj v bistvu pravi, da ne bi smeli dati prostora Tuckerju Carlsonu. Vendar ne omeni, kar smo tam začeli opažati, da Udi Segal ni počel nič drugega, kot izzival Tuckerja Carlsona skozi celoten intervju. Kljub temu se nagibam k temu, da se strinjam z Jakejem. Mislim, da ga je, kar se tiče razmerja, preveč izzival glede njegove dejanske kritike Izraela in premalo glede vprašanja antisemitizma. Tudi sam bi si želel videti več vprašanj, da bi Carlsonu dali priložnost, da, če hočete, pojasni sociološko ozadje njegovega gibanja. Kdo so ljudje, ki jih privlači in zakaj, da bi Izraelci lahko izvedeli več o tem in razumeli, kaj se dogaja v Združenih državah? Vendar pa mislim, da je bilo zelo pomembno, da so Carlsona predvajali s hebrejskimi podnapisi za hebrejsko govoreče občinstvo, prav tako pa tudi, da so ga izzvali. Vendar pa bi bilo, če bi ga izzvali v nekaterih smerih, kot si je želel Jaki, po mojem mnenju zelo dobrodošla. Kaj smo se torej naučili iz tega intervjuja? Poslušajte, Tucker Carlson ima zelo prefinjen način dajanja intervjujev, saj vedno odgovori na vprašanje z drugim vprašanjem. To je način Tuckerja Carlsona. Veste, ko govori o tako imenovanem genocidu v Gazi, mislim, da bi ga Udi Segal moral omeniti. Kaj bi naredili ne le po kolu 7. oktobra in vseh posilstvih ter vsem, kar se je zgodilo 7. oktobra, ampak kaj bi naredili z ljudmi, ki se skrivajo za otroki in ženskami ter za otroki. Kakšni ljudje so to Hamas, ki počnejo vse te stvari? Torej, to smo se naučili od taka kasa ali taka kasona. Ni nič novega, kar bi morali vedeti o Tuckerju Carlsonu, ker so njegova stališča, mislim, da je šel v skrajnost. Res je izgubil kompas. Morda je to zaradi zunanjega denarja, ki ga prejema, morda je zaradi drugih stvari, ne vem. Ampak ni dvoma, da je ta človek res pravi antisemit in da je res izgubil kompas. Toda ljudje v Izraelu morajo to videti.
Rad bi tudi povedal našim gledalcem, ki jih morda zanima, da v Izraelu razumejo, kaj je woke desnica. Desniko. Tucker Carlson je osebnost, o kateri se tukaj ve in jo razumejo. In obstaja precejšnje zanimanje medijev. In lahko rečem, glede na naše oddajanje na našem hebrejskem kanalu, da je to nekaj, kar zanima naše urednike, voditelje in novinarje. In o tem tudi govorimo našemu občinstvu. Torej, ni popolne romantizacije ameriške desnice. Ta pojav je dobro razumljen pri velikem delu izraelske javnosti. In mislim, da je to zagotovo dobro in zdravo v družbi s široko in odprto javno razpravo, ki mora razumeti, kaj se dogaja v Združenih državah, da bi lahko Izrael in izraelska javnost sprejemala odločitve o prihodnosti našega odnosa z Združenimi državami. Da je Tucker Carlson na izraelski televiziji spet s hebrejskimi podnapisi za občinstvo, ki ga gleda in bo videlo vsebino. In seveda, da ga tudi vidijo izzvanega, a hkrati poskušajo razumeti, iz česa izhaja. Tako lahko ljudje tukaj uporabijo te informacije pri sprejemanju odločitev o tem, kako menijo, da bi morala naša država in naša vlada krmariti skozi precejšen izziv v našem odnosu z Združenimi državami srednjeročno. Mimogrede, mislim, da danes v Združenih državah ni razlike med osebo, kot je Mamdani in Tuckerjem Carlsonom. Mislim, Obstaja zbliževanje antisemitskih pogledov med levico, progresivci in desničarji. Naprimer, Tucker Carlson, ki intervjuva Nika Fuentesa, podpornika nacistov. Tako da mislim, da tam prihaja do zbliževanja pogledov. Torej, še enkrat kot opombo, seveda nismo tukaj, da bi ocenjevali, kako je bil intervju izveden, zato je bilo tudi vprašanje tako zastavljeno. Ali bi sploh moral biti izveden, kajti če spet govorimo o skoraj samooklicanem antisemitu, je morda to pravo vprašanje. In ne, spet, kako, kdaj in ali bi morali, bi lahko, bi smeli, v smislu nedvomno da. Nedvomno da, to je novica, to je pomembna javna osebnost, ne glede na to, ali se z njim strinjamo ali močno ne strinjamo. In za izraelsko javnost je pomembno za našo javno razpravo in naše razumevanje Združenih držav, da ga ljudje vidijo, ga spoznajo in na to lahko sprejemajo odločitve na podlagi tega, kar ima povedati. In ili, da se spomnimo, polovica republikancev mlajših od 50 let ima po nedavni raziskavi Pew Research negativno mnenje o Izraelu. Torej, to ni samo o Tuckerju Carlsonu. Gre za koncentrične kroge ljudi, ki do neke mere poslušajo in se strinjajo z njegovim sporočilom. ampak tukaj bi rekel, veš, obstaja razlika med ljudmi, ki kritizirajo Izrael in antisemitizmom. Seveda, Tucker Carlson je antisemit. Če kritiziraš Izrael, je to legitimno. Mislim, obstajajo stvari, zaradi katerih lahko kritiziraš državo Izrael. Tukaj bi moral razlikovati med ljudmi, ki legitimno kritizirajo Izrael, in ljudmi, ki so antisemiti. In po njihovem mnenju bi morali biti Judi krivi za vse slabo, kar se zgodi na tem svetu. Pri vsakem pojavu bodo obstajali zagrizeni podporniki in oboževalci Tuckerja Carlsona, ter tisti, ki so bolj ohlapno povezani, a se strinjajo z deli njegovega sporočila. Toda to so velik del ameriške javnosti. Mislim, da ljudje tukaj to razumejo. In ne vem, ali ljudje v celoti razumejo, kakšen bo vpliv na ameriško politiko, ker je Donald Trump še vedno v Beli hiši. Toda dobro ali slabo, Kmalu bomo izvedeli.